Ja, to je zelo kompleksno vprašanje, namreč zaradi tega, ker je bila že Plečnikova šola ena posebnost na ljubljanski šoli za arhitekturo. On je vendarle imel to izkušnjo iz Dunajske akademije pri Wagnerju in je na tehniško fakulteto pripeljal način poučevanja, ki je značilen za akademije. Kar pomeni, da se gre nek mlad človek nekomu učiti, ki je mojster svojega poklica in ga pravzaprav ta mojster skrbi za njegovo strokovno rast. Pričemer je pa Plečnikova še dodatna posebnost, da je on smatral, da je pravzaprav odgovoren tudi za njihovo osebnostno rast teh študentov. In glede na to, da je imel razmeroma majhno risalnico, kjer so se družili študentje različnih generacij, jih je on, kot je sam večkrat omenil, videl kot neko skupno duhovno družino. S tem je seveda zelo močno, predvsem pa svojo karizmatično osebnostjo in arhitekturo, izjemno arhitekturo, ki je bila tudi izjemna v svetovnem merilu takrat, mislim v slogovnem smislu in tako naprej, ker je bilo to obdobje modernizma. Je te ljudi zelo navezal nase. Počasi tudi z leti je celo ta njegova risalnica postala tudi njegov osebni atelje. In on je res skrbel, da vsi projekti, ki so se delali, da so bili taki, kot je on smatral, da je pravzaprav pravi odgovor na zastavljeno nalogo. Tako da, če na hitro pogledate, na primer, naloge, ki so se delale pri njem, je pri vseh očiten podpis Plečnika, ne glede na to, kdo je bil študent. In jaz mislim, da prav ta njegov vpliv na osebnosti, predvsem toliko bolj, ker smo bili v času, ali pa se je to dogajalo predvsem v času, ko verov in stikov po svetu ni bilo, in je bilo za mlade ljudi bil pravzaprav edini stik za stroko, je bil ta vpliv tako močan, on jim je tudi pokazal, veste, da tisti, ki so imeli neki interes, seveda so prišli do nekih informacij v zvezi z moderno arhitekturo v svetu, on jim je zelo hitro pokazal, da je to zanj nezaželjeno in nesprejemljivo, da vsako oddaljevanje od njegove arhitekture v njegovi šoli ni dobrodošlo. Tako da mislim, da sta pravzaprav zelo poenostavljeno rečeno dve poti iz njegove šole. Eni so tisti, ki se niso mogli nekako tudi potem, ko so dokončali šolo, diplomirali, šli v prakso, v svet, da se nekako niso mogli tega bremena rešiti na nek način. Sigurno je bila ta šola visoko kvalitetna, ne bi rad, da bi bil nesporazum, mislim v smislu kvalitetne arhitekture, ampak prav to je tudi za mlade ljudi breme. Nekateri od njih so enostavno obupali nad tem, da so sami sposobni to kvaliteto doseči. In jih je to pahnilo neko epigonstvo. Zanimivo je, da Josef Vidmar je enkrat nekje zapisal ob eni knjigi o Mahna, ki je bil tudi študent Plečnikov, da gre pravzaprav za izgubljeno generacijo, kar je zelo huda kritika. Ampak zanimivo je, da pa po drugi strani imamo pa te močnejše osebnosti, ki so se bili sposobni izviti iz tega po diplomi, kot je bil že v prvi generaciji, če hočete, Tomažič, Grabrjan, v kasnejših generacijah, naprimer Glanc, Dev, pa še kasneje Ravnikar, tudi Mihevc. Pravzaprav imamo pa en velik zbor pomembnih arhitektov, tudi Marjan Mušič, Križaj, to so bili vse njegovi študentje, Stupica. Tako da vsa desetletja do druge svetovne vojne so zaznamovali poleg Plečnika njegovi študentje, te, ki so se uspeli izviti iz tega epigonstva, ki so pa postali neke zelo individualne osebnosti. Zame je zelo zanimivo, da že prve dva njegova diplomanta, Tomažič, ki vemo, da je postal tudi njegov asistent do leta 30, tudi delal z njim na projektih, ki so se izvajali, je pravzaprav, ko je do konca zapustil to šolo, je naredil dve prvovrstni modernistični vili v Ljubljani, Vilo Oblak, Vilo Grivec, kasneje v koncu 40 let fakulteto za strojništvo v Ljubljani, ki je tudi pravzaprav en zelo modern objekt. Seveda, da ne govorimo o Ravnikarju. In podobno mislim, da je tudi pri Devu. Pri Devu jaz vidim to, on je postal absolutno predstavnik moderne arhitekture, modernizma, rečemo. Ampak jaz vidim v njegovem delu neke vrste dialog, tega, kar je razbral v Plečnikovem delu in tega, kar je, rečemo, prispevala moderna arhitektura v 20. stoletje.
Kaj hočem reči? Da po eni strani so to absolutno moderne hiše. Najbolj razviden primer tega, kar bi rad povedal, je mogoče Jedličkova hiša na Ptuju, ki me je pred leti očarala, ko sem prvič jo zagledal, po dolgem času sem jo na Ptuju, nisem poznal tega objekta. Namreč to je na prvi pogled popolnoma modernističen objekt. Bela stavba, brez okrasja, ravna streha, vse elemente ima, da je brez dvoma v starem historičnem jedru. Po drugi strani pa tako lepo odgovarja na specifiko mestne situacije, ker se na glavna ulica, na vogalu se neka stranska ulica pod nekim kotom približa in on je to z neko krivuljo v nadstropju nakazal, tako da s kjerekoli ulice prijete razumete, da je to pravzaprav vogal enega zazidalnega otoka. In v tem je bil Plečnik mojster, kar je v Ljubljani pokazal. Pravzaprav, da je z enega razmeroma provincialnega mesta monarhije, kar je Ljubljana bila, kaj on v 20 letih sem prišel, v kratkem času, desetletju dveh, le z nekaj objekti, ampak z mnogimi intervencijami v javni prostor, uspel to mesto popolnoma presnoviti v neko, rečemo, pogojno rečeno prestolnico, ki takrat še ni bila, ampak danes pa absolutno je, zahvaljujoč Plečnikovemu odnosu. In mislim, da se prdevo to vidi pri vseh projektih, tudi če pogledate Hutorjev blok, drugi projekti v Mariboru, da vedno za hišo gradi tudi mesto, ne samo hišo samo. In to mislim, da je ta dodana kvaliteta modernistični arhitekturi, ki je bila pa večinoma obravnavana kot izoliran objekt v prostoru, ne pa kot del ene širše mestne strukture. V bistvu se ni prav veliko spremenilo. Namreč še vedno gre za kombinacijo tako imenovanega progresističnega pristopa in kulturalističnega pristopa. Progresistični pristop v bistvu razvija projekt novega mesta. To je projekt družbenega, gospodarskega in splošnega napredka, bi lahko rekel, medtem ko pa kulturalisti v bistvu izvajamo nek projekt rekonstrukcije evropskega mesta, tradicionalnega mesta, skratka mesta, ki je kulturni medij. Mesto, ki je arhitektura iz arhitektur, bi lahko rekel. In to je bolj, bi rekel, umetniški projekt. In seveda tudi v 30 letih v Mariboru, o katerih govori vaša razstava, se je dogajala podobna, recimo, kaj jaz vem, podobna gradnja mesta. Na eni strani je bilo tradicionalno mesto ulic, trgov in parkov, in inovativna, moderna arhitektura, težnja po napredku. In tedanji arhitekti, saj arhitekta Del in njegov partner, sta oba imela to vzgojo, klasično vzgojo pri mojstru Plečniku, sta se v bistvu morala navzeti tudi tega modernističnega duha. In sta v bistvu kombinirala skupaj. Onda sta kombinirala na ta način, da sta vgrajevala moderno arhitekturo, moderno zasnovano, tudi slogovno, zelo moderno, napredno, tudi tehnološko napredno arhitekturo v staro mesto. V staro mesto na ta način, da sta poskušala pravzaprav uskladiti to novo kompozicijo, očiščeno, enostavno, asimetrično, bi rekel, z regulacijo, bi rekel, z višinskimi gabariti in ulično fasado, ulično ploskvijo starega mesta. To se mi zdi zanimiva kombinacija tistih let in seveda ta pristop je še tudi dan danes veljaven, ker mu rečemo kontekstualna arhitektura. Arhitektura, ki se prilagodi kontekstu, ki ga sreča, ga poskuša na nek način na nov način nadgraditi, na nov način pogledati in z novimi vsebinami, z novimi tehnologijami, seveda tudi z novim slogom, bi lahko rekel, ga poskuša na kak način interpretirati. Zdaj, tukaj gre za
neko rekonstrukcijo z presežkom, ne, z nadgradnjo. Tako da ta seveda pristop še vedno velja in ga tudi se ga držimo, še predvsem, ko gradimo mesto navznoter, ne, ko smo pravzaprav prisiljeni najprej staviti novo arhitekturo v vrzeli, ki so nastali v mestu, ne, na tiste šibke točke, kot recimo neka urbana, bi lahko rekel, akupunktura, in poskušamo seveda na isti način počasi, ne, rekonstruirati in omogočiti, oživljati pravzaprav staro mesto z arhitekturo. Sašo del s prihodom v Maribor po študiju arhitekture in zaključeni diplomski nalogi pri arhitektu Plečniku v Maribor prinese, bom rekel, jezik sodobne arhitekture oziroma zasidra arhitekturo 20. stoletja. Skupaj z, najprej v sodelovanju z arhitektom Černigojem, jaz pa mislim, da se je izkazal tudi v svojih samostojnih projektih oziroma da je njegova vloga sploh v tandemu z Černigojem mogoče neustrezno razumljena in premalo poudarjena. Prav tako pa mislim, da je njegova vloga torej njegova pozicija v slovenski arhitekturi izrazito podcenjena. Gre za arhitekta, ki je svojo arhitekturo pokazal, kako arhitekt lahko uresniči svojo idejo tako, da je razumljiva oziroma da je dosegljiva z predhodnimi idejami in z, bom rekel, novimi razvojnimi idejami. Torej, govorimo o arhitektu, ki je najprej razmišljal, kako umestiti arhitekturo v prostor in osmisliti z arhitekturo prostor, v katerem se nahaja. To pomeni, da je del snoval arhitekturo tako, da je oblikoval za stavbo vred širši prostor kot del kolektivne izkušnje oziroma kolektivnega spomina. Na ta način je presenetljivo predvsem to, da je uspel to narediti s popolnoma novo, svežo arhitekturno govorico, ki jo je mesto sprejelo za svojo in je postala del kolektivnega spomina. Torej, ključni prostori ortogonalnega, torej mrežno zgrajenega segmenta mesta so tisti prostori, katerih razvoj je Stadel in Černigoj zakoličila na začetku 20. stoletja in ga tudi na nek način zaključila. Torej, njegove stavbe zmeraj zelo iskreno pokažejo svojo pozicijo z, bom rekel, oblikovanjem stavbne mase, členitvijo arhitekturnega plašča, pa zmeraj povedo, zakaj so tam, torej od kod so prišle, kaj počnejo v prostoru in se prav nič ne pretvarjajo. Torej, to niso stavbe, ki začnejo nastajati mogoče v začetku tega stoletja, ki stavijo zgolj na atraktiven fasadni ovoj in nimajo intence po urbanotvornosti. Z temi stavbami pravzaprav postavlja parametre za arhitekturo mesta. In takšna arhitektura torej postavlja mejnike za nadaljnji urbani razvoj. Saša Del je Plečnikov učenec, ampak obenem je kot Plečnikov učenec že takoj s prvimi deli vzpostavil distanco do svojega velikega učitelja. Že v prvih projektih se je lotil oblikovati stavbe na funkcionalističen način, kar je razvidno v detajlih, ki niso več bogato oblikovani, ampak so praktično samo posledica konstrukcijskih rešitev ali pa tehničnih principov spajanja materialov. Ampak po drugi strani je Saša Del od Plečnika odnesel eno zelo pomembno znanje in principe načrtovanja arhitekture, ki so prav tako razvidni v teh projektih. In to je način, kako je Plečnik videl arhitekturo v odnosu do mesta oziroma kako je z arhitekturo gradil mesto.
In ti principi so pravzaprav vzporedni modernističnim in so alternativni. Saša Dev, tako kot Plečnik, gradi Maribor ne na podlagi enega velikega urbanističnega načrta, ampak gradi mesto z vsakim projektom posebej. In to pogosto na zelo zahtevnih in nenavadnih lokacijah, česar se je prav tako lahko naučil pri Plečniku. Kontekstualizem Saše Deva izhaja iz Plečnikove šole. Iz šole, ki je gradila mesto po delih, ki je bila na nek način zelo pragmatična. Medvojni čas je bil težek čas, je bil čas gospodarske krize, ampak arhitekti so kljub temu imeli velike vizije in so videli, kako lahko mesto uresničujejo kot celoto, ne na način, da ga obrušijo in postavljajo na novo, ampak da ga gradijo skozi posamezne projekte. In to je razvidno pri vsakem projektu Saše Deva. Arhitekt Josip Kostaperarja je vplival na mladega arhitekta v več ozirih. Izpostavil bi to, da je bil sorodnik, da je bila teta Aleksandra Deva žena samega arhitekta. Arhitekt pa je študiral na Dunaju pri arhitektu Ottu Wagnerju, tako kot Plečnik, vendar takrat študija pri Wagnerju ni končal, ker so mu umrli starši. Zanimivo je, da je Kostaperarja diplomiral istega leta kot mladi arhitekt Saša Dev, namreč leta 1927. Pri arhitektu Klemensu Holzmeistru na Dunaju in tu lahko govorimo o teh vplivih. Kostaperarja je delal tudi pri arhitektu Maxu Fabianiju, skupaj z njim je sodeloval pri Narodnem domu v Trstu in pa Trgovskem domu v Gorici. Tu lahko govorimo o vplivih Fabianija na Kostaperarjo, preko Kostaperarje pa se je to verjetno tudi prenašalo na mladega arhitekta Deva. Nadalje bi izpostavil tudi povezave, ki jih je imel Josip Kostaperarja v Zagrebu in v moderni hrvaški arhitekturi. Kostaperarja je bil rojen na Hrvaškem v nemško-furlansko-hrvaški družini, čeprav ga imamo tudi lahko za slovenskega arhitekta. Šolal se je v Zagrebu in Kostaperarja je skupaj z Plečnikovim študentom Strenarjem gradil tudi v Novakovi ulici, ki velja za modernistično četrt v evropskem merilu. Tako da se lahko sprašujemo, kako je ta zagrebška arhitektura vplivala oziroma kaj je Saša Dev vedel o tej arhitekturi. Nenazadnje pa je bil Josip Kostaperarja tudi član v modernizem usmerjene skupine, ki se je imenovala Petkovci, namreč sestajali so se ob petkih, zato to ime, in ta skupina je bila sestavljena iz nekdanjih študentov Plečnikovih, Vurnikovih in tudi slovenskih arhitektov, ki so študirali v tujini. Z njim je bilo značilno, da so bili nekakšna opozicija Plečniku, ki je takrat dominiral v Ljubljani, in pri Saši Devu nedvomno lahko vidimo vplive Plečnika, pri katerem je diplomiral nadalje Fabianija, zagrebške arhitekture, pa tudi tega, kar se je dogajalo znotraj Petkovcev. Je pa značilno to, da ko sem recimo pisal knjigo o arhitektu Josipu Kostaperarju, sem ugotovil, da osebnega arhiva ni,
izredno malo je pravih dokumentov, podatkov, tako da so to neke vrste bolj domneve, domnevamo o teh vplivih, nimamo pa materialnih dokazov in to nas v bistvu čaka tudi v bodoče, saj se stvari digitalizirajo in sem ter tja se pojavijo kakšni novi podatki in iz teh novih podatkov bi bilo možno sestaviti tudi kakšen drugi vtis o arhitektu, tako Costaperari kot mladem arhitektu Saši Devu. Ko je arhitekt Saša Dev delal pri arhitektu Josipu Costaperari, sta skupaj naredila natečaj za šolo v Splitu, Lučac, dobila sta drugo nagrado, kar je veliko priznanje za oba. Hkrati pa je to obdobje, ko je Josip Costaperarija gradil hišo Šuklje na križišču današnje Beethovenove in Šubičeve ulice v Ljubljani. In to sta dva projekta, kjer lahko vidimo, kaj je v tistem času Saša Dev doživljal, kaj je nastalo iz tega njunega skupnega sodelovanja. Opozoril bi tudi na dejstvo, da je bil arhitekt Josip Costaperarija član Rotary kluba Ljubljana, Saša Dev pa je postal član Rotary kluba Maribor leta 1939. Tu v teh obeh klubih so bili zelo pomembni ljudje iz področja arhitekture, kulture, gradbeništva. V Mariboru bi izpostavil med rotarjanci Leona Štruklja, nadalje Vladimirja Šlajmerja, pa tudi pomemben industrialec Josip Huter je bil med njimi in v tej družbi je Saša Dev nedvomno našel naročnike za te svoje velike projekte. Predvsem bi izpostavil Huterjev blok, ki je bil namenjen uslužbencem, pa tudi kolonijo, delavsko kolonijo, ki jo je namenil Josip Huter delavcev. Bil je zelo plemenit, rotarjanec, držljiv in je slovel po tem, vendar njegova usoda po drugi svetovni vojni je žalostna, namreč 5 let je bil zaprt in potem je odšel v Avstrijo, kjer je živel v skromnih razmerah. Fritz Friedriger in Max Čajke sta bila prva arhitekta, ki sta se naselila v Mariboru. Predtem so prihajali arhitekti bodisi iz Graca ali odkoderkoli za posamezne stavbe, ta dva pa sta se tukaj naselila. Fritz Friedriger je bil Hansenov učenec. Theodor Hansen, znameniti arhitekt danskega porekla, je delal na Dunaju. Vsi poznamo recimo parlament pa določene stavbe na Ringu. Max Čajke pa je bil učenec, podobno kakor Plečnik, Wagnerja. In tam sta se s Plečnikom tudi spoznala. Plečnik je večkrat prihajal v Maribor k znamenitemu vrtnarju Borovki, ker ga je potreboval za določene zasaditve, kjer je kaj projektiral, in vsakikrat, kadar je prišel v Maribor k Borovki, je obiskal tudi svojega tako rekoč sošolca Maxa Čajkeja. Pri njem je potem delal nekaj časa, kakor ste povedali, tudi arhitekt Saša Dev in mislim, da se nekaj tega pozna tudi pri njegovem delu, ta njegova ljubezen do detajla, ki je označevala vse prej imenovane arhitekte. Z očetom sta se tam spoznala in tudi spoprijateljila. Vem, da je pri nas doma oče imel tudi vzorce kamna, s katerim bi naj bil obložen Huterjev blok, ker mu ga je arhitekt Dev pokazal in tudi dal koščke teh vzorcev. Tudi ta galerija, v kateri sedaj sedimo, je nastala po sodelovanju mojega očeta in pa Saša Deva. Takratni ravnatelj Branko Rudolf je prosil očeta, da bi to
projektiral oziroma tukaj umestil galerijo, on pa je pritegnil Saša Deva in nekaj njegovih idej se tudi tukaj vidi. Recimo, on je takrat postavil vse prehode ob steno, da lahko vsako sobo v celoti pregledaš in ni treba mimo vrat. Danes vse načrte delamo seveda z računalniki in so na nek način hladni, da ne rečem uniformirani. V času, ko je ustvarjal Dev in njegovi sopotniki, pa se je vse risalo ročno, najprej s svinčnikom. Svinčnik je na nek način tista neposredna povezava med našim mišljenjem, med možgani in roko. In tu se najprej oblikuje kompozicija. In zato so te slike, ki jih delajo, pravzaprav slike, risbe, ki jih delajo arhitekti tega obdobja, na nek način tudi umetnine. Vsak ima svojo tipično grafiko in jih potem že po grafiki poznamo, ko pogledamo kakršnokoli risbo, rečemo, to je bil Plečnik, to je bil Dev. Zato, ker čeravno so si sorodne, ima vsak svoj rokopis pri tem delu in so pravzaprav sploh risbe, fasad pa interjerov že neke vrste, bi lahko rekli, tudi umetnine. In tudi tu, če poznamo iz arhiva dela, ki jih je ustvarjal Čajke, vidimo določeno povezavo. Tudi tu je neka navezava pri tej grafiki, pri tem načinu oblikovanja risbe.